Dragi moji, spet sem doma. Dobrodošli na oddaji Soul Room Show. Kako ste, dragi moji? Jaz v Sloveniji kar še nekako se nisem čisto nazaj aklimatizirala, ker ob tem, kako je bilo 3 tedne v toplih krajih, pa kako je zdaj tukaj, bi se dalo kar kaj povedati. In zato me tudi danes zanima, kako se kaj vi počutite, ker ko sem jaz prišla v Slovenijo, jaz ne morem verjeti, da je tukaj res tak energetski pritisk, da prav ne morem se dodobra naspati, ne spočiti. In me zanima, sicer ko ste vsak dan tukaj, verjetno tega toliko ne opazite, pa vseeno, mi je zanimivo, no, kako se kaj počutite v tem obdobju, ker zdajle je vse živo, kar se dogaja na svetu in verjetno tudi individualno. Jaz vas povabim, da sodelujete, da date svoje komentarje, pa da kaj poveste, da kaj vprašate. Danes bi se rada z vami malo pogovarjala. Veliko stvari sem razmišljala te dneve, ko sem bila v teh oddaljenih krajih. Tudi povratek nazaj je bil zelo zanimiv, smo se 30 ur vozili. In vseeno, prišli smo in zdaj smo tukaj, da nekaj naredimo skupaj, da se povežemo v en tak lep krog, tako da vas tudi vabim, vse, ki ste danes z mano, da se povežemo v srcih in da skupaj probamo v teh trenutkih, ko smo zdajle skupaj, nekaj lepega narediti. Jaz verjamem v moč sodelovanja, povezave, in če nas je več, ki podobno mislimo, vem, da se to pozna. Že če en sam, ki se spremeni, ko začne razmišljati drugače, se okrog njega začne ustvarjati drugačno energetsko polje. In to vpliva tudi na vse ostale. In če se mi tudi zdajle vsi, ki smo tukajle, če rečem, ko da smo skupaj, povežemo med sabo, bomo s tem ustvarili eno elektromagnetno polje. In to se bo nekje poznalo. In veliko sem imela notranjih uvidov glede tega časa oziroma situacije v svetu. In če tako kolektivno gledamo, bi lahko bili pesimistični. Če pa gledamo od znotraj in verjamemo v to, da nastaja prav zdaj novi svet, potem pa s tem lahko tudi to situacijo, ki se dogaja v svetu, mi spremenimo. Ko pravim mi, mislim na tiste, ki v srcu čutimo podobno. In ki imamo v srcu, če temu lahko rečem z eno besedo, luč. In če se osredotočimo na to luč in to luč razširimo zdajle v svet, jaz res vem, da se bo to poznalo. In vsak od vas verjetno čuti v sebi klic, da da nekaj več od sebe v življenju ali pa nekaj drugega, kot se zdaj v njegovem življenju dogaja. Mogoče je to klic po tem skupnem prebujenju, da pomagamo en po en dvigniti to vibracijo, da se bodo torej začele dogajati tudi kolektivno večje spremembe. In da bomo s tem, da se bomo začeli zavedati samega sebe, tukaj in sedaj, tudi sebi dali možnost, da spet obstajamo. Ker če mene vprašate, kaj enostavno več jaz osebno ne morem gledati, je to, da smo preveč v nekem pomenu pokorni. In to ni beseda, ki bi imela kakršnokoli dobro stran, ampak
dejansko ima tisto, kar jaz vidim v tej besedi, oziroma v tem pomenu naravo, karakter, da damo glavo dol, da se na nek način prilagodimo zato, da lažje preživimo in da rajš naredimo tako, kot paše drugim in ne nazadnje tako, kot nam vsiljujejo, kot nas v bistvu prepričujejo, da je dobro, kot pa da bi poslušali sebe, kaj res mi v sebi čutimo. In danes vas nagovarjam, da ne se ustrašiti. Ne se bati tega, kar vam okolica nenehno sporoča in vplivi, ki so vse okrog nas. Ker mogoče to tudi vi opazite, ampak v zadnjem obdobju se povečujejo vplivanja na nas, ki niso vidna našim očem, ampak so tehnična vplivanja, so tehnologije, ki jih mi ne poznamo, ampak istočasno obstajajo in vplivajo na naše razmišljanje. In preko teh vplivov, tehnologij, takih in drugačnih, se naše razmišljanje usmerja bolj v to temno stran ali negativizem, pesimizem, depresivnost. In redko kdo ve, da to sploh ni naše, to sploh ni tvoje, ampak je vsiljeno, ker se nas poskuša zlomiti. In veliko ljudi mi v zadnjem času reče, da ko mi drži ta pritisk. In brez veze, da olepšujem, brez veze, da govorim tukaj o rostah, da govorim o tem, kako je zdaj že novi svet prisoten. Ker v bistvu je nekje, ampak mi v fizičnih telesih, glede na to, da so zelo ojačani te, kot sem povedala, vplivi taki in drugačnih, več ali manj v tem času tega novega sveta, razen mogoče za trenutek, še ne moremo čutiti. In kaj pa, če obstaja možnost, da nam hoče vplivnost tamle zadaj, o kateri se da veliko govoriti, kaj če nam hočejo ta novi svet, ki ga zdaj tukajle želimo živeti, dobesedno skrit, ali pa nas odvrniti od tega, da bi v to vrnili, da bi v to verjeli. Dajmo možnost, dajte se mogoče vi vprašati, ali se to dogaja tudi vam, da od znotraj oziroma iz našega uma seveda prihaja ta močen občutek, ali da nismo v redu, ali da ne delamo nekaj prav, da nam ne bo uspelo, ali da nič ne znamo, ali da to, kar delamo, ker verjamemo mogoče v neko drugo, dajmo temu reči v ljubezen, ker verjamemo v ljubezen, da je s tem nekaj narobe. Da je s tem, da mi mislimo dobro, nekaj narobe. Skratka, vsi te vplivi nas hočejo prepričati, da vse, kar mi smo, ni okej. In zato dajmo se večkrat vprašati, kaj če to je dejansko vsiljeno, kaj če je to scenarij, da nas torej prepričajo, da bi se mi dobesedno prostovoljno odpovedali temu, da bomo živeli enost. In jaz osebno, ki se s temi stvarmi ukvarjam praktično vsak dan, lahko potrdim, pa tudi ne samo jaz kot jaz, ampak tudi zaradi tega, ker imam stik z mnogimi ljudmi, ki podobno čutijo in podobno doživljajo, vidim, torej, da je dejansko pritisk na naše božanske esence. In da če se mi kot božanske esence zavedamo, da to smo, je to konec, to si zapomnite, tistega, kar je bilo skozi v življenju, ne samo v zdajšnjem, ampak tudi v preteklosti, in to je v povprečju ena stalna diktatura na takem ali drugačnem nivoju. In ta stalni strah v ozadju. In če vprašamo sami sebe, a si to želimo živeti naprej, verjetno bomo vsi odgovorili ne.
In vidite, če bomo to tudi si priznali, ne dovolimo več tega. A mislite, da se to ne bo poznalo? Samo dajte tudi vi v sebi začutiti to, da imate avtoriteto, božansko avtoriteto, da lahko rečete, dosti je tega, dovolj je tega. Ne rabim biti v stalnih negativnih občutkih. Ker veste, kaj se mi dogaja? Dobivam veliko sporočil od ljudi, kjer pišejo, sem mislil, da sem že nekaj naredil na svoji duhovni poti. Sem že mislil, da sem že zdavnaj ven iz tega, pa se mi je spet vse podarilo, pa spet vse isto, kot je bilo včasih. Podobni občutki, podobna čustva in podobno. To se pravi, nekaj se na kolektivnem nivoju dogaja podobno in zato ne moremo to reči, že na ključe. In zato vam to želim res, kako naj bi rekla, res iskreno vam to želim, da dojamete, da je lahko življenje drugačno, ampak se moramo mi še toliko bolj trdno odločiti, da ga bomo živeli, da ni samo umevno, da ga bomo živeli to novo življenje oziroma ta novi svet in drugačen svet. In da ni nekaj, kar se bo samo takole zgodilo, da se bomo mi zjutraj zbudili, pa bo drugače. Zato, ker če govorimo o dvojnosti, ki jo imamo mi v sebi in jo imamo seveda in je tudi v svetu, morate vedeti, da tudi tisti, ki so na tej drugi strani, hočejo preživeti. In na stolu lahko sedi samo eden. Ali bo sedela ljubezen, oziroma na drugi strani hočejo, da na tem stolu še vedno sedi vse tisto, kar pomeni nesoglasja, nesrečnost in podobno in seveda tudi vojne. Če gledamo tako splošen izraz, je vojna. Torej, danes vas dejansko v srcih želim nagovoriti, da ste vi tisti, ki lahko spreminjate energijo sveta. In to s tem, da spreminjate sebe. Zato spremenite nekako tisto, kar človek misli, da je nemogoče, in to je svoj karakter. To, kar ste navajeni, to, kar mislite, da je rutina oziroma je rutina, ampak začnite spreminjati točno tisto, kar mislite, da se ne da. Torej, tisto, kar mislite, da je tako ustaljeno, normalno, naravno. Ker da se tale menjava zgodi znotraj vas, se ne more zgoditi sama od sebe. Da bomo mi ostali isti, z istimi navadami, z istimi karakterji in pa z istimi rutinskimi navadami in razvadami, če tako tudi rečemo, ne. To se pravi, zato, da postanemo ta drugačen človek in živimo v tem novem svetu, mi ne moramo biti isti, kot smo bili včasih. Zato je dobro, da vzamemo sebe pod drobnogled in da se pogledamo iz oči v oči in rečemo, kakšen je moj karakter. Kako bi jaz samega sebe po karakterju opisal? In kje jaz lahko naredim spremembe, ki se mi bodo poznale, da bom bolj usklajen s tem, kar je v meni moj duh. Če bi se ljudje začeli bolj o tem spraševati, kje so te stvari, ki jih lahko spremenimo in kaj so te stvari predvsem, bi se seveda zelo hitro začela energija menjati. Je pa na žalost tako, da se dobesedno razraščajo in v Sloveniji in v svetu ljudje, ali pa rastejo kot gobe po dežju, ki vam ponujajo instant rešitve, ki rečejo, da bodo namesto vas odpravili probleme, da bodo odpravili vse vplive, da bodo oni odmaknili tisto, kar vas muči, in ker je to v zdajšnjem času zelo popularen, ogromno ljudi sluša na ta račun, ampak ne naredijo nič. Ker tudi, če se za kratek trenutek dejansko nekaj odmakne, pride nazaj, če nekje v sebi ne spremenimo tisto, kar je to potegnilo v naše življenje. Zato dolgoročno bo obstala resnica.
In tisto, kar je res pristno, in tisto, kar ni in je v bistvu dejansko fake po domače, bo šlo vse bolj v izničenje. In zato je ta čas, ki ga zdaj živimo, čas resnice, ker se maske padajo dol. In zato vam želim, da občutite, da ta resnica, ki jo poznate ali pa ki si jo upate čutiti in živeti, res osvobaja vašo notranjost. In včasih nismo kos ali pa nismo zmožni videti, kje so tisti naši osebni hakeljci, zaradi katerih se vrtimo v začaranem krogu. In če tam noter, ko včasih pravim, res ne vidimo, kateri hakeljci so, ampak če ne vstopimo tja noter, če se ne spustimo v tiste globine, kjer so te magneti, se mi lahko tem zunanjim svetom in pa zunanjimi vplivi ukvarjamo pravzaprav 24 ur. In lahko tako, kot z eno metlico tisti prah na površini brišemo, ampak on bo prišel nazaj. In kaj so lahko te hakeljci? Kaj imamo mi tam v globini, ki nas v resnici drži v teh primežih, ki nas včasih zvezuje? A je to res vse to, kar smo doživeli v naših odnosih, kar smo doživeli v našem otroštvu? Nekaj je tega, ali pa kar veliko je tega. Je pa še kaj drugega. In o teh vzrokih včasih nimamo pojma. Največkrat nimamo pojma. Ker tudi to, kar nam znanje, ne vem, psihoterapije in podobnih terapij ponuja, je še vedno površina. Mi imamo vzroke največkrat tam, ker jih naš kot sem vam rekla, ne more razbrati, niti jih ne pozna, ker so skriti vzroki. In so postavljeni v podzavest ti, če temu rečem, magneti, ki jih mi nismo postavili noter sami, zato ker bi mi to hoteli. Niti jih niso naši starši postavili, zato ker bi jih oni hoteli. Ampak obstaja nekaj, kar je dosti globjega od tega. Obstajajo sile, ki so natančno vedele, kaj morajo tam noter v podzavest postaviti, da mi ne bomo živeli svobodno, dragi moji. To se pravi, govorimo o teh vzrokih, govorimo o programih, govorimo o podzavesti, ki jo dejansko živimo, ne da bi mi to hoteli, ki se odvija v našem notranjem svetu in nas vleče v resnici ne gor, ampak dol. In imamo pač svojo instinktivno naravo, ki je podvržena temu, da se tukaj na zemlji ukvarja s nepomembnimi stvarmi, ne nazadnje s tem preživetjem ali pa čisto osnovnimi potrebami, kot je hrana in podobno. In nas zaposluje ta instinkt in nam jemlje prvič čas, energijo, voljo, vse. Da se mi nimamo ukvarjati časa ali pa nimamo energije, da se ukvarjamo s čim bolj plemenitim. In zato je toliko pomemben, da se zavedamo, da moramo te vzroke izničiti. In da te stvari, ki so v nas in niso po naši volji in delujejo proti nam, rabimo odstraniti. In ko se boste vprašali, kako naj to naredimo, tukaj noter v našem srcu, kjer se povežemo z duhom, z našo esenco, je odgovor. Ker naš duh to pozna, pot do tega. Mi v našem umu, kjer smo zelo v ozkem dometu, tega ne bomo naredili. Naš problemov, ki jih je ustvaril, ne bo rešil. In zato je odgovor tukaj noter v naši resnično srčici našega jaza, našega bitja, tega, kdo mi smo. In
zato je smiselno, da se obrnemo na svoj višji jaz, na svojo esenco in preko nje povežemo z izvorno lučjo. In usmerimo luč v te naše globine iz naše esence. Ker luč pa lahko prodre kamor hoče. Ker ona vstopa lahko tam, kjer so vrata zaklenjena in kjer so nam stvari nerazumljive. Zato vas spodbujam, da dobite zaupanje v luč. Ker zdaj je čas, da ne bodo pomagale nobene tehnike in počasi nobene metode. Ker vse to je bilo v času našega iskanja. Zdaj pa čas, da se res najdemo. In s tem, ko se najdemo, se tudi osvobodimo. Postanemo spet nazaj to, kar smo nekoč bili. In to, kar najbolj od vsega iščemo. Našo identiteto, dragi moji. Ker če smo mi v kateremkoli delu tega bitja, kar smo, eno veliko bitje, a ne? Povezani s predniki, z družino, z prijatelji, kjerkoli, mi se z vsakim od teh malo identificiramo. In pa smo en skupek enih identitet. Ker enemu hočemo na ta način ustrezati, enemu hočemo ugajati, enemu hočemo biti všeč, enemu hočemo nekaj dati, da bomo od njega nekaj dobili. Skratka, vsi te deli nas ali naši jazi strmijo več ali manj k temu, da bodo dobili nekaj od tega sveta. Ali ljubezen, ali vrednost, ali karkoli že, da se bodo počutili boljše. Zato je toliko zelo pomembno, da se zbudimo. Da smo mi luč. In da ta luč zmore presvetliti vse tiste dele, ki so v nas temačni deli, iz kateregakoli razloga. Ker dokler je v nas čisto majhen del, tudi če je čisto majhen del tega odcepljenega jaza, iz kateregakoli razloga že, se mi ne moramo počutiti celi. In zato vas spodbujam, da greste v sebe. Spodbujam vas, da se s to izvorno lučjo v sebi povežete. In da preko te svoje izvorne luči povabite k sebi nazaj delčke, ki so nekje v nekem delu vas in iščejo to celost. Ali pa z drugo besedo iščejo, da bodo dobili to, kar jim manjka. In to je odgovor, kako se boste začeli osvobajati. Da torej imate vse v resnici v sebi, to je bilo že velikokrat slišano od vsepovsod. Kaj točno imamo, tudi mogoče smo že slišali, ne? Kako pa s tem, kar imamo, priti do rezultata? Do tega, da se bomo počutili nazaj v tej enosti, o tem je bilo pa mogoče malo, ali pa je malo govorjeno. In tudi zdajle vas vabim, da se povežemo z izvorom. In vas vabim, da si priznate v sebi, da rabite podporo in pomoč. Da v sebi začutite, da res ne morete sami. Mogoče ste
vse situacije, ki ste jih imeli, želeli ali pa poskušali rešiti na en tak razumski, logičen način. Pa ni šlo. In zato, ko mi, ki smo iskali vse mogoče rešitve in to vse povsod, okrog, pri drugih, ko se zavemo, da smo mi res ta majhen človeček, ampak da imamo pa eno veliko, veliko podporo od ene dosti večje božanske luči. In to dojemanje pomeni ponižnost. Ko jaz človek, ki imam probleme na tem, onem, tretjem področju, dojamem, da sem samo človek. In da imam v sebi nekaj veliko večjega. Vsak temu, kar je luč, lahko reče drugače. Na svoj način. Ker ta luč ne pričakuje, da jo boste imenovali po nekih ustaljenih besedah, znanih. V bistvu, da veste, zakaj se gre. In zato probajte čutiti, kako v sebi lahko že dolgo časa nosite tesnobo. Hkrati pa tudi vse mogoče stiske, ki nastanejo seveda spet iz različnih razlogov. In to človeka počasi pripelje do tega, da se ne more več sprostiti. Da ne more biti več vesel. In počasi se ta prostor okrog njega zmanjšuje. Ampak prostora je ogromen. In dajmo si ga narediti. Dajmo se osvoboditi. Jaz v to verjamem, da vam bo to uspelo. Ker ta omejen prostor, ki ga zdajle doživljaš v tem malem jazu, je namišljen. Ni resničen. Je zgolj projekcija neke mentalne podobe. In zato dojamite, vsem vam to želim, da več ali manj živimo v neki iluziji, v stvareh, ki sploh niso resnica, ampak so preprosto projekcije, ki nastanejo iz našega mentala. In vas spodbujam, da si priznate to svojo notranjo trenutno stanje. Lahko, da ste zdajle v tem trenutku v dobrem počutju. Ampak bistvo je, da priznanje, v kakšnem počutju smo, je prvo, ki ga rabimo zaradi sebe. Ker smo se naučili površinsko čutiti in doživljati stvari. Dostikrat rečemo, saj sem v redu. Ampak resnica je čisto nekaj drugega. In zato dajmo stopiti v ta prostor Božje luči, ki je neomejen prostor. Skupaj v tem trenutku ga probajmo začutiti. In v tem stebru luči se odprimo
Zadihajmo. In se probimo sprostiti. Ustavimo se za nekaj trenutkov. In verjemo, da nismo sami. In da točno v to situacijo, ki jo zdajle čutimo, pa naj bo naša individualna ali pa kolektivna, vstopa Božja ljubezen. In samo odpremo svoje srce. Moji ljubljeni otroci, ljubim vas. Prosim vas, kot vaša mati Marija, da se ustavite. Prosim vas, da izključite svoj um. In da vstopite v sveti prostor svojega srca, kjer vas vabim, da se družimo skupaj. Situacija v svetu ni enostavna. Iz vseh koncev sveta so v pripravljenosti, da pride do spopada, da se svet spremeni v eno samo bojišče. Vsak dan prosim, da bi se te sile umirile. Da bi vi, otroci, živeli v miru. Prosim, po vseh koncih sveta, da naj ljudje molijo. In da naj si vzamejo čas, da posvetijo tej situaciji, ki je v svetu, pozornost. Da ne gledajo stran. Da naj se zavejo, da je res ves čas žarišče. Kjer se nikoli ne ve, kje bo začelo na neki način bojevati se če temu rečem, ali pa delovati sila, ki jo zdaj do neke mere zadržujemo. Ampak ljubljeni otroci, vi ste povabljeni k temu, da pomagate pri tem, da se božanska sila poveča. Edino v tem je naše upanje. Ljubezen in luč.
In verjamem v vaša srca. Verjamem v to, da boste zmogli slišati glas srca, kljub temu, da je ogromno stisk, ki vas držijo v vašem umu. Verjemite mi, ljubljeni otroci, da vem, kaj govorim. Situacija je resna. In dajmo za vse vas, ljubljeni moji otroci, to velja, se dvigniti v luč. Dvignite se. Vstanite, ker je to čas vstajenja. Vstajenja vašega duha. In več, kot se vas bo zbudilo, večja bo moč luči in ljubezni. Zato, ljubljeni, molitev iz vašega srca veliko velja. Odpuščanje, sprava sama s seboj, samim seboj, je kot balzam. Vi, ljubljeni, izstopite iz svojih lastnih vojn. Prenehajte se bojevati za karkoli. Vi v vaših srcih prenehajte vojne. Vi izstopite iz tega, kar v vas ustvarja potrebo, da se borite. Postanite vi v srcu sprava. Sprava se mora od nekje širiti in lahko se samo iz src, ki imajo v sebi spravo samim seboj. Izstopite, ljubljeni. Izstopite iz teme. Dvignite se. Dajem vam roko. Dajemo vam podporo. Niste sami. Tu sem z vami in svojim ljubljenim sinom Jezusom Kristusom. Vaša mati Marija. Rad bi povedal svetu, da si najlepša ti. Rad bi povedal svetu, da mati moja si. Kakor zarja jutra čista, si ko v linah zvon te kliče. Vse rože, ki po gredah cveto, so zate, Marija. Rad bi povedal svetu,
Da si najlepša ti. Rad bi povedal svetu, da mati moja si. Da mati moja si. Dragi moji, vabim vas na zapis duha, na branje teh vaših vzrokov, ki so tukaj na podzavesti, ki vam ovirajo, da se dvignete, in na pomoč pri tem, da se boste lahko odklenili. V tem mesecu še posebno vabim ženske, ker je to mesec mater, žena, in boste tudi imele ugodnost, popust. Vam, ljubim ženskam, bi samo to rekla: čudovite ste. Želim, da se sprejmete točno take, kot ste, in se zahvalite, ker ste ženske. In ne bodite prezahtevne do sebe. Vabim vas na naslednjo oddajo Solar Room Show v četrtek ob 8. Do takrat pa želim, da se srečamo skozi srce in ljubezen. Hvala.